Nekoč je veljalo, da mora vsaka prava vas imeti gostilno in cerkev. Dunaj tega nima, ponuja pa druge zanimivosti, začenši s prelepim razgledom. Tale vas je zelo majhna, čeprav je največja v Dunaju v Sloveniji, jih je 6, ampak ta je največja, ki ima nekje 13 hiš. Je pa to okoliš in tule gor je vas gora, včasih gora Svetega Lovrenca in tu gor je cerkev. Včasih je bilo menda tudi pokopališče okrog. Gostilne so bile ena začasna, drugače pa nimamo vsega, kar mora imeti vas. Iz Krškega se lahko na Dunaj odpravite po urejeni pešpoti skozi gozd. Hoja vam bo vzela precej manj energije kot domačinom obdelovanje strmih goric. Tale Dunaj je tako strm, da ni prostora za njive, tako da so ta južno pobočja samo vinogradi do doline, kaj drugega pa ni, razen malo vrta okrog hiš. Lepota tega koščka sveta v krajevni skupnosti Gora mladih ne zadržuje v vasi, tako da je nekaj hiš že praznih. Utrip življenja rešujejo vikendaši. Med njimi naš sogovornik, profesor Mauser, ki je pred nekaj leti vikend spremenil v svoje stalno bivališče. Ime Dunaj naj bi izviralo iz nekega keltskega imena, ki naj bi pomenil zemljo, ampak je več ne morem. Je pa tam na koncu eno gradišče, ki naj bila neka opazovalnica takrat tistih in tudi neki skopanin je iz 2. 3. stoletja. To je tudi dokumentirano. Če greš na Dunaj, pusti trebuh zunaj, zaradi draginje velja za cesarski oziroma avstrijski Dunaj. Za tega nad Krškim pa, da če hočeš pustiti utrujenost zunaj, pojdi na Dunaj. Tamkajšnji energetski vrtinci namreč sevajo sveže moči. Tam na koncu vsi imamo neke energijske točke, ki naj bi izvirale iz keltskega obdobja, pa zdaj, koliko je res, razlag je veliko za to, ne? Skupaj je 7 točk, označenih s kamnom in kolom. Energijska pešpot od točke do točke s potrebnimi postanki traja približno 3 ure. Značilnosti točk so natančno popisali v društvu Borov Log, kjer skrbijo za keltsko zapuščino.